Zato menimo, da je sistem možganske smrti v nasprotju recimo za 17. členom Slovenske ustave, ki pravi, da je človekovo življenje nedotakljivo. Se pravi, po našem mnenju, sistem možganske smrti posega v to ustavno določbo zaradi tega, ker v trenutku, ko naj bi bil možgansko mrtev, si še vedno živ. To pa pomeni, da se poseže v tvoje življenje, ker potem, ko ti odzamejo organe, pa res umreš. Saj brez organov niti ne moreš živeti. Možganska smrt predeluje samo na, bi rekel, problem možganov. Možgani naj bi bili mrtvi, v možganih namreč po kriterijih, ki jih je določila država preko ministra, ne zaznavajo nobene aktivnosti več in se smatra, da je človek mrtev, da v njemu ni več življenja, ampak ker je človek celovit, se pravi, že sama ustava v 35. členu govori o telesni in duševni celovitosti, potem je ta sistem v bistvu v tem smislu tudi v nasprotju za ustavo, ker ne upošteva tega, da je življenje ne samo v možganih, ampak tudi v drugih delih telesa. Se pravi, življenje je tudi v srcu, možganska smrt to za bistvu zanika, življenje je tudi v ledvicah, v jetrih, v raznih tkivih, ki se lahko presedijo drugi osebi. Namreč, če kaj spremljate dogodke, boste videli, da obstajajo razni dogodki, ko so presadili organe možgansko mrtvih drugim osebam in se je zgodilo to, da so se lastnosti umrlega v bistvu prenesla na prejemnika organov. Znani so primeri, ko je nekdo dobil srce od samomorilca, se je ta, ki je dobil to srce, celo poročil za ženo tega samomorilca in potem kasneje tudi sam naredil samomor. To pomeni v bistvu, da je s tem srcem šlo na prejemnika še nekaj več. Se pravi, to ni srce samo nek mehanski del, ampak v tem srcu je bilo še nekaj več. Marsikdo pravi, da je bila noter duša ali kaj podobnega. Seveda, sistem možganske smrti tega ne sprejema oziroma to odklanja. Potem je znan verjetno vam tudi primer, ki dokazuje, da je ta trenutek možganske smrti v bistvu zelo zmoten. Namreč v Ameriki je bila ena ženska, za katero so ugotovili možgansko smrt, odklopili aparate, se pripravljali na odvzem organov, ampak ona je potem tik pred odvzemom je oživela in potem je v bistvu prišla toliko k sebi, da je se pogovarjala s svojim sinom. Skratka, ni bila mrtva. V trenutku možganske smrti ona ni bila mrtva, ker sicer ne bi mogla oživeti. Sej mrtev človek ne more oživeti. Se pravi, trenutek možganske smrti, ki bi pri njej po merilih znanosti ugotovljen kot smrt celote, se je izkazal za popolnoma napačnega. Poleg tega je v sistemu možganske smrti, v tem sistemu, ki ga slovenski pravni red ureja, sporno tudi to, kar smo tudi v predlogu pozorili, da se lahko možgansko umrlemu vzamejo organi, tudi če se ni izredno soglašal s tem, da se mu organi odzamejo. Namreč, če oseba ni nasprotovala odvzemu organov, in če njegove svojci ne nasprotujejo odvzemu organov, se mu lahko organi odzamejo. Se pravi, oseba ni dala privolenja za odvzem organov in brez privolenja je v bistvu, če direktno rečem, ubijajo, vzamejo jo srce in ta oseba nič ni mogla proti temu narediti. Kajte, v čem je tudi stvar? Stvar je v tem, da na kartici zdravstvenega zavarovanja je možna samo opredelitev za darovanje. Po zakonu, tudi po predpisih, ne moreš doseči, da bi se na kartico napisalo, da si proti darovanju, ker to bi bil en izraz tvoje volje.
in potem ti ne bi smeli vzeti, ampak to ni možno. Že to je v bistvu zelo čudno, zakaj to ni možno. Zakaj ni možno, da bi na kartico bila tudi opredelitev proti. Spravi, da so tisti, ki so za, pa tisti, ki so proti, zelo diskriminirani. Oziroma ti, ki so proti, so zelo diskriminirani, ker nimajo enakih možnosti izražanja svoje volje glede presajanja organov v trenutku možganske smrti. In to je huda kršitev slovenske ustave, posebno 14. člena. Se lahko zamislite, recimo, da ste udeleženi v prometni nesreči, pri vas ugotovijo možgansko smrt, niste bili za, tudi proti, oziroma ste proti, ampak niste se izrazili to v javnosti, svojcem tega niste povedali in kar naenkrat ostanete brez vseh organov. Noben vas nič ni vprašal, v bistvu ste še živi, ker možganska smrt, ko smo rekli, ni smrt celote, ni smrt človeka in kar naenkrat ostanete v bistvu prazen voj, vzamejo vam vse organe in ostanete v bistvu samo še skelet. A ni to huda kršitev slovenske ustave, človekovega dostojanstva, vzamejo ti organe, sploh ne moreš, sploh nisi dal soglasja k temu vzemu in dejansko v tem, ko ti vzamejo organe, si pa res v bistvu mrtev.